našem dogodku na tradicionalni okrogli mizi, ki jo že tradicionalno organiziramo drugo leto, in to skupina mamic imenovana Domačica. Današnja okrogla miza pa je pod okriljem Socialne akademije in njihovega dogodka, to je Socialni teden, to poteka ta teden od 17. do 22. septembra. Če vas zanimajo še vsi ostali dogodki oziroma programi, bo tukaj šiba okrog en letalec in se lahko podpišete in boste dobili po mailu. Gosti nas pa župnijska dvorana Župnija Ježica, to je tukaj, in tukajšnji gospod župnik Anton Perčič je odsoten, vas pa vse lepo pozdravlja, mi se mu pa zelo širokogrudno zahvaljujemo za njegovo gostoljubje, kot tudi za gostovanje vse četrtke, ko se zbiramo tukaj že pol drugo leto pravzaprav. Ja, Domačice smo mlade mamice s kratkim poročenim stažem, z veliko težavami, še več izzivi, in smo se zelo pogosto zaznale, da smo kar zaznamovane z odnosi. Z odnosi v naših primarnih družinah, z našimi možmi, z otroki, pa tudi starši po obeh straneh. In ker nekako nismo znali tega razdeliti vse same in razdelati same, smo se odločili, da današnjo mizo, okroglo mizo in dogodek posvetimo tej tematiki, zato smo jo tudi naslovili Krivulje življenja oziroma 3 generacije na istem kavču. V ta namen smo povabili današnje goste, ki jih vse lepo pozdravljam, in voditeljico Anjo Klačo-Ferjančič, ki tudi prepuščam besedo. Hvala, Alenka. Alenka Čampa, torej ena od Domačic. Lahko še ostale pomahate Domačice, tam ne vidim Simono. Sam tako, da ljudje vedo, kdo nas je povabil. Tako, hvala lepa, punce. Socialni teden poteka že od ponedeljka. Bili pa so, kot se za socialni teden spodobi, tudi nekateri preddogodki. Zakaj socialni teden? Zato, da bi tudi civilna družba v Sloveniji lahko kaj povedala, ne samo prišla, sedela udobno tule, gledala na koncu zaploskala in šla domov. Tako da to je že en izziv za vas. Dobrodošli, dobrodošla tudi vaša vprašanja, pomisleki, izzivi za naše goste. Vsi trije komaj čakajo in kmalu bomo začeli. Samo eno istočnico si bomo vzeli iz poslanice socialnega tedna, gre takole: v medgeneracijskih odnosih se pogosto počutimo izkoriščeni, imamo občutek, da veliko več dajemo, kot prejemamo, in zanimivo, pogosto imajo isti občutek tudi predstavniki drugih generacij v odnosu do naše. To torej iz poslanice socialnega tedna, ki bo potekal še do petka, na polno, pa še v soboto je tudi nekaj. Preverite na spletni strani socialniteden.si, najbrž boste našli še kaj zase. Zdaj pa dobro večer še enkrat našim gostom, samo en mikrofon imamo zanje, ampak to ne pomeni, da vas bomo kaj omejevali pri razpravi. Najprej moja najbolj oddaljena soseda, bom rekla, Angelica Žirovnik, dobro večer. Angelica Žirovnik, vas bom predstavila takole, da ste doktorica znanosti, napisali ste 12 obsežnih raziskovalnih elaboratov, preko 500 strokovnih člankov, posvetili ste velik del svojega strokovnega dela pedagoškemu inštitutu, oziroma tam ste delovali, za področje specialne pedagogike in defektologije ste specializirani. Zdaj sem vas zelo znanstveno predstavila. Kaj pa sicer? Zdaj, edini gospod, ki sedi v prvi vrsti, je nekako povezan z vami. Ja, mogoče bi jaz dodala, da sem tudi mama in tudi babica. Imam 4 vnuke, tako da že razumem, že doživljam to medgeneracijsko, jaz mu pravim, sožitje, ker uživam v tem. In tole vaš mož? Ja, z mano pa je tudi mož. Zakaj ne, vsaj enega poslušalca si bom s sabo pripeljala. Ampak sem vedela, da vas bo toliko, to me zelo veseli in da ste takšne mlade družine. Hvala lepa, torej dobrodošli. Kar nekaj izzivov imam za vas v nadaljevanju. Miha Sokolovnik sedi v prijetnem sendviču. Tole opravo si
si je sposodil posebej za nocoj. Tako so mi rekli. Ne, Miha Sokolovnik je brat, pater, kapucin, ker govorimo o generacijah. Imam za vas seveda eno letnico, 1980. To ni letnica rojstva, je pa to letnica nove maše. Kako se je potem razvijala vaša pot? Ja, po nove maši sem bil v pastorali, kar nekaj let kot kaplan, pa kot župnik. Pozneje pa od 96. leta sem 12 let bil v domu duhovnosti v Kanišovcih. Zdaj sem pa 4 leta v Škofji Loki. In tam živite v samostanu in tudi pomagate v družinskem in terapevtskem centru Pogled. Ja. Ker ste specialist tudi, opravili ste specializacijo za zakonskega in družinskega terapeuta. Tako da nas zanima tako to področje, kot tudi kaj je življenje v samostanu, velja? Dobro. Ste mislili, da tam nimajo težav z medgeneracijskim sobivanjem, da so vsi malce staromodni, pa gre, ne? Mislim, da ne bo čisto tako. Melita Čušin, pa meni najbližja soseda, dobro večer, dobrodošli tudi vi. Zelo zanimiv zapis ste podali v svoji družini, da niste čisto običajna družina, ker imate več otrok, ker ste malo bolj verni in predvsem, ker otroci dobijo prenosni telefon šele pri 12. Lepo vas prosim. Še vedno velja to pravilo? Ja, še vedno velja, zdaj že drugi otrok dobu. Od 6. Tako da ta tretji že odšteva, kdaj bo 12 let strno. Ja, tudi otrokom dava vedeti z možem Gregorjem, da so malo čudaški, no, in da je to taka naša pot in da v življenju nas že zdaj drugače čuden gledajo, no, pa tudi da bojo njih mogoče malo čuden gledali, ker imamo drugačne nazore kot večina, ne. In se ne pustite ujeti v večino, tako je tudi prav. 6 otrok imate, živite na Koroški Beli, 40 minut ste se vozili danes sem. Hvala, da ste prišli in zdaj tole že prvi izziv za vas. Pokomentirali bomo ta odstavek iz poslanice socialnega tedna, ki sem ga prej omenila. Torej, v medgeneracijskih odnosih se pogosto počutimo izkoriščeni, imamo občutek, da veliko več dajemo, kot prejemamo. In zanimivo, pogosto imajo isti občutek tudi predstavniki drugih generacij v odnosu do naše. Melita, je torej prav, da naša generacija, v tem primeru vaša generacija, daje največ? No, jaz nimam tega občutka, da mi dajemo največ, ampak se mi zdi, jaz sem zdaj govorila ne kot strokovnjakinja, ampak kot mama, kot mati, kot hči, ne. Jaz v naši družini, tako v ožji kot v širši družini, nimam tega občutka, da bi jaz ni preveč želela, pa da bi naši starši bili izkoriščeni. No, ta občutek imam. Zdaj mogoče malo najne starše vprašati, ampak glede to, kako živimo, res v sožitju, se pride do kakšnih težav, ne, ampak imam občutek, da dajemo drugemu, no. Ne, da preveč. So obdobje, ko mora nekdo dati več in drugi več vzeti nase, čeprav včasih je težji jemati kot pa dajeti. Bom zdaj še malce bolj provokativna. Se kdaj počutite kot čistilka in kuharica za svoje otroke? Zapravi, da imate občutek, moja generacija daje veliko, mlajša generacija pa ne toliko, kot bi lahko. No, s 4. otrokom sem ostala doma, tako da imam naziv gospodinje, ne. Pridejo obdobje, ja, ko imam občutek, da samo perem, pa samo v cunjah, pa za štedilnikom, ne. Ampak hvala Bogu tudi Gregor, mož, velikrat kuha. Ampak v bistvu pa ne, no, imam občutek, no, ampak je pa treba tudi otroke v to vzgajati, da pomagajo, ne. Zdaj pa tako, kot jih ti vzgojiš, če boš delal na tem, da ti bodo pomagali, se ne boš počutil izkoriščenja, ne. No in nam kar uspeva, no, je bolj ali manj, imamo spisek, kdo je za kaj zadolžen, čisto praktično in gre, no, včasih lažje, včasih težje, ampak gre. Miha Sokolovnik, kako je s tem medgeneracijskim sobivanjem v samostanu? Zdaj, prej sem bila namenoma malce provokativna, pa sem rekla,
ste tam vsi tako staromodni, da imate občutek, da ste iz iste generacije, ali dobite tudi kakšne mlade, ki jih je treba malo obrusiti, pa kakšne starejše še imate, ki jih je tudi treba malce posodobiti. Kako gre tole sobrati? Zdaj, to vprašanje me malo preseneti, ker tam ne vem, kje sem, ne. Eno je gotovo navzgor, grem v Strajno, ne. Zdaj, za dol nazaj, tele ta mlajše gledati, se mi zdi, tako po enem občutku govorim tudi, da je ena skušnjava, da bi rekel, da ti mlajši si več prvoščijo, da je včasih bilo več askeze, recimo, ne, enega takega prizadevanja, zdaj pa kar tak razpuščeno morda. Seveda je to mičken zavisti se prebudi, ne. Pa je zdravo, če človek to vidi, kaj si je dejansko tudi sam želel. Zdaj pa z leti bi že lahko to prišlo, da bi lahko malo ločil, kaj so res prave potrebe, ne. Tako da upam, da ta zavist se nekako... Se pa v kakšnih projektih, ki nam niso bili omogočeni, pa zdaj mlajši generaciji so se pa še kar prebudi, ne. Pa je dobro, se mi tako slabo, da vidimo, da smo si mi to tudi želeli morda, ne. Veliko več je možnosti, tak izmenjave stojino pa to. Zdaj pa starejši je pa tako, v bistvu bi morala potrjevati mlajše, koliko to uspejo, ne vem. Je pač tema tega spuščanja, tudi v samostalno se mi zdi, da je zelo aktualno. Če uspejo bratje z eno nezagrenjenostjo živeti stara leta, pa dati to modrost, ki so si jo nabrali naprej. Zelo pomembno je, ne samo enega kmeta, da spusti kmetijo mlajšemu rodu, ampak tudi v teh cerkvenih zadevah, ker je težko verjeti, da bojo ta mlajši jih tako dobro vodili pa naredili kot prej. Jaz sem pa zdaj ne vem, kam bi se dal, grem pa veliko, zelo vztrajno gor. Ja, jaz sem vas kar v sredino postavila, ne? Sem mislila, da vam bom kaj olajšala odgovor, pa vidim, da ne. Gospa Angelca Žarovnik, kako je torej zdaj s tem dajanjem, z izkoriščanjem? Je prav, da se vsaka generacija počuti izkoriščeno nekako? Ali smo zelo stereotipni morda s tem? Ne, tukaj gre predvsem za doživljanje. Kadar mi dajemo, to doživljamo veliko bolj intenzivno, kot kadar prejemamo. In zato imamo vedno občutek, da ko dajemo, je več, kot pa ko prejemamo. To je ena taka naravno ravnovesje. Vendar pa mlajša generacija, aktivna generacija, to se pravi ne otroci, ne starejši, dajejo največ. Ker so tudi najbolj zmožni delati, največ storiti. Otroci imajo pravico do crkljanja, do določene tolerance. Starejši pa ravno tako že čutijo svojo nemoč, že včasih ne morejo, čeprav to včasih težko izrazijo. Zanimivo se mi zdelo, Melita, preko ste omenili, da je včasih težko sprejemati, ne? Vi zdaj pravite, sprejemanje malo intenzivno doživljamo. Se da tega naučiti? Ja, vsekakor se da, ker kadar se zavedamo, kaj prinaša vsaka generacija, potem mi lažje, oziroma če nekoliko poznamo psihologijo doživljanja, potem vemo, da je pač darovanje eno od najlepših dejanj, sprejemanje pa je včasih celo, ima protislovje, celo smo nezadovoljni in seveda je potem to ravnotežje povsem porušeno. Čeprav nam je kdo zelo veliko dal, ampak ne znamo ceniti. Pogovarjamo se na kavču, 3 generacije, ker bi organizatorice tega dogodka želele, da bi se tudi v družinah lahko pogovorili na kavču, 3 generacije, brez dlake na jeziku. Zato so tudi vprašanja, ki jih imam nocoj tule za vas, zelo konkretna. Prvo vprašanje gre nekako takole. Koliko so stari starši dejansko pripravljeni priskočiti na pomoč pri varstvu otrok, konkretno? Je to njihova dolžnost,
dobra volja ali morda preračunljivost, ker računajo, morda bom pa tudi jaz zdaj potreboval, da mi bo vnuk kaj prinesel iz trgovine ali pa da mi bodo otroci prišli pospraviti stanovanje, ko sam več tega ne bom zmogel. A smem, kar ne smem odgovoriti, ker sem tudi babica. Zaprav dolžnost imajo starši do otrok, vendar pa imajo dolžnost tudi stari starši. Če imajo do svojih otrok ali do vnukov? Do vnukov. Če imajo radi svoje otroke, bodo tudi radi priskočili na pomoč. Če razumejo stisko današnje generacije, ki je zelo obremenjena, tudi veliko odsotna, bodo vedeli, da lahko dajo vnukom največ. Nobena inštitucija tega ne more dati, kar lahko oni dajo. Seveda so pa pri tem potrebni eni zdravi medčloveški odnosi, potrebni so dogovori, da nekako se uskladi tudi stili vzgoje, ker vsaka generacija je otrok svoje dobe. Melita, morda zdaj za vas, se pravi, stari starši pri vama konkretno sami prosijo, če lahko počuvajo otroke, morda vedva klicati pa prositi, ali kako se to dogovorite? Napotnica, mail, telefon, si samo po sebi umevno? Tako, Gregovi starši živijo v isti vasi kot midva, moji starši so pa 100 km stran, 2 uri stran, tako da je njuna funkcija malo drugačna. Ko sem imela 3 otroke, sem jaz še v službo hodila in je na eno otroke čuvala Gregova mama. In potem sva, ko so 4. pričakvala, sva rekla, zdaj pa ne moramo več sedeti tega, da bojo stari starši skrbeli za najne otroke, tako da so se prav za to odločila, da doma ostane. No. Ampak še vedno sem pa vesela, da nimamo nobenih, težav glede varstva. Gregovo mamo lahko kadarkoli prosim, pokličem, a lahko prepeljem otroke, lahko ti pridete k meni. Tako zato ona ne pove, prejšnji teden je bilo tako, sem poklicala, lahko pridete, je rekla, da lahko. Nisem zvedela, da je bolna, potem da je čakinja prišla čuvati, tako da tudi ona se zelo žrtvuje, tudi včasih ne zna reč ne. Tako da sem vesela, da smo v takih odnosih, da lahko kadarkoli rečem, je pa tudi res, da ne izkoriščamo. Včasih pride obdobje, ko so malo večkrat pri mami, ampak mora se tudi mi zavedati, da ne smeva prevečkrat. Dočim pa moji starši so pa tako za počitnice, da grejo otroci tja na počitnice, pa tudi kdaj, mama zelo rada pride k meni počuvati, ko imamo kakšno zakonsko skupino. Tako da zdaj, ko so otroci toliko veliki, da se sami počuvajo, oni včasih rečejo škoda, da ne mora več prideti. Tako da tudi ona včasih reče, a lahko pridem kdaj, tako da ne vem, mi nimamo nekakvih težav. Če lahko še malce ostaneva pri tem, zanimivo se mi je zdelo, ko ste rekli, da ne izkoriščava. Kako bi zdaj to opredelili? Se pravi, če prosim tašo ali mamo, da čuva otroke takrat, ko imam nekaj v službi ali pa ko imamo zakonsko skupino, je to v redu. Če se pa odločiva, da recimo bi nujno morala iti na masažo, oba z možem, pa si nekateri to lahko predstavljajo, da je to pa malce prevelik luksus in da že izkoriščava, ali kako? Morda zdaj ne konkretno zavajo, ampak se mi zdi pomembno, da ne bi slabo vestjo morda odhajal od to. Ja, včasih je tudi tako, da ali grem jaz z Gregorjem, ko grem kakšen predstavljen, pa treba kje prespati, pa prosva starše. Mogoče jo malo vest peče, mogoče Gregor je še bolj k meni. Jaz kar odmislim, ampak otroke, ko vem, da so v dobrem varstvu. Ja, pridejo tudi trenutki, ko morava vsi čas zase vzeti, res ne prepogostokrat, ampak ne se zdi, da tudi starši razumejo. Zdaj ne izkorišč, ne vem, mogla bi tudi njih vprašati, ampak glede na to, kako imamo te odnose, da si povemo, ali prav ali ne, tako da ne čutim tega, da bi jih kdaj izkoriščali. Zdaj pa res je vsak iz svojega odnosa s svojimi starši čut, kako je to, pri nas je tako.
Ni pa recepta, ne vem, no. In hvala, da ste to delili z nami. Ne iščemo univerzalnih receptov, nocoj tudi vaše vprašanje pričakujem, da bodo prilagojene vam, tako da kar razmišljajte, kaj bo, malo boste na vrsti. Miha Sokolovnik, za vas morda vprašanje. Srečujete se seveda v svojem delu z različnimi pari, z različnimi družinami. Koliko bolečine, konfliktov lahko prinaša to razmerje, se pravi neka družina in potem stari starši, stara starša, kdaj potarna kdo, da premalo vidijo svoje vnuke, da recimo ne pridejo na obisk, ali po drugi strani, da v bistvu sta starša neprestano v službi in da sta nadomestna starša, stara starša. To je ta prva stvar, da recimo stari starši ne morajo vnukov videti. Je zelo boleča zadeva, ki ima korenine. Je drugo vprašanje. Vsekakor so pa nemočni, če se njihovi otroci odločijo, da svojih otrok svojim otrokom ne bodo omogočili, da imajo stari starši. Tako je bilo prej rečeno, da je dolžnost od staršev navzdol, in je pa tudi pravica od otrok navzgor, da imajo starše in tudi da imajo stare starše. Zelo občutljivo je to. In ne vem, če bi lahko kaj tak nasplošno rekel. Ampak se dogaja? Zelo. Ne zelo. Pogosto je bolečina otrok, ko dejansko ne morajo zaupati svojih otrok starim staršem, če je tak. In je bolečina starih staršev. Tako je pomembno, če se najdejo besede, kaj je to vmes, da bi to življenje lahko bilo tako obogateno za vse smeri, da bi lahko steklo. Angelca Žirovnik, vi imate zelo pester urnik, niste babica, ki ste že doma v pokoju, tako da niste neprestano na voljo za varstvo. Nam lahko kakšno čisto konkretno situacijo poveste, ko vas recimo prosijo za varstvo ali pa ko sami začutite, da bi želeli pomagati, pa ne gre, recimo v Nemčiji razmišljajo o uvedbi tako imenovanega Großelternzeit, se pravi, da bi tudi babice in dedki, ko dobijo vnuke, lahko ostali nekaj mesecev doma, to ne bi bilo plačano, ampak neka vrsta porodniška torej. Se kdaj srečujete s temi zagatami, da enostavno tudi vi ne morete pomagati takrat, ko bi želeli? No, kdaj se tudi to meni zgodi. Vendar pa obeh hčerki in oba zeta vesta za moj urnik. Za dneve, ko jaz ne morem, ko jaz delam še zmeraj v ambulanti, v okviru pedopsihiatrije, 3-krat na teden, pa to ni 8 ur, to je včasih 10 in več ur, pa še domov prinesem, pa približno 20 telefonov na teden, to vidite, da je potem, ne na teden, na dan, pardon, da nisem tako zelo na razpolago. Vendar pa hčerke dobro vesta, kdaj lahko in takrat tudi se dogovorimo in imajo vnuki prednost. Tudi določeno profesionalnost, ki jo imam, jo posvečam tudi svojim vnukom. Prva dva vnuka sta bila dvojčka, začela sta dobro kilico. Veste, kaj je bolj potrebno, da se taka dva otroka razvijata in krasno sta se razvila, seveda sta imela krasno mamo in očeta, ampak tudi babica, pa tudi dedek sta veliko pomagala, ker samo skupaj smo lahko reševali številne probleme. Tudi pri drugih hčerki zdaj, ima tudi dva fanta, ravno tako skušamo pač čim več, ker to je namreč veliko bogatstvo. Če smo lahko z vnuki, je to obojestransko bogatstvo, je za otroka, pa tudi za nas starejše. Tako da mislim, da vedno dajem, ko nimam res tistih fiksiranih obveznosti,
dajem prednost, da pomagam, pa da sem z vnuki. Pa hčerki kdaj rečeta, vam data kdaj kakšen vzgojni nasvet, v smislu, joj, ne mu tega dovolj, ali pa zakaj se lahko igral to, veš, da doma tega ne sme, ste žaleni, če kaj ta zdaj? Ne. Zelo vesela sem, kadar oni povejo svoj stil, ker oni imajo svoj stil, jaz imam malo drugačen stil. Da veste, stari starši crkljamo svoje vnuke in včasih tudi pretiravamo v tem. In je potem dobro, da nam postavijo starši meje. Na drugi strani se pa zelo veliko posvetujemo. Mi se vsi med sabo kar pogovarjamo, kaj bi bilo boljše, kaj nam uspe, s katero metodo otroka lažje vodimo, kje bolj napreduje. Skratka, dialog in dialog. Bom zdaj vprašala še malce drugače. Niste užaljeni, če vam hčerki kaj rečete, kaj pa če bi kdo to dejal? Joj, tole pa prosim, ne, smo se dogovorili, da ne sme sedeti, da mora teči malce več. Ja. Pri prvem zetu sem imela tudi jaz težave, ker je imel zelo različen vzgojni stil od mojega. Bil je bolj strog, bil je bolj oster, otročka sta bila pa se veste nedonošenče, kako je, in ko si še malo profesionalno obremenjen, še bolj ščitiš ali pa še bolj misliš to in to potrebuje otrok. Tako da tukaj sem potrebovala malo prilagajanja, ponavadi sem se malo potajila in nisem bila preostra in to se mi odrestovalo. Tako da je počasi tudi zet nekako dojel, kaj je tisti moj prispevek oziroma kaj lahko koristnega dam. Me je pa tudi pokritiziral in sem kritiko vedno sprejela. Odlično. Smo kar malce zajeli sabo. Zdaj prihajamo do tistih neprijetnih vprašanj, pa tudi zelo pogostih. Melita, vi kdaj namignete, ali pa morda, če vaš mož kdaj namigne svoji mami, vaši mami, kaj in kako vzgajati? Imate vendarle 6 otrok, da boste že vedela, ne? V bistvu ni bilo nobene take velike potrebe, no. Res je bilo drugače, ko so bili otroci, prvi trije, vsak dan v varstvu, in sem videla mogoče, da so malo preveč pred televizijo, malo ne mogli skuhati, kosilo imela svoje obveznosti, ampak vse ne, nikoli nisva rekla, še stvari že, še drobne stvari, ampak drugače pa ne vem, se mi zdi, zdaj ko pa niso vsak dan v varstvu, se mi pa zdi to tako bogatstvo, da če grejo starim staršem, pa če imajo drugačno vzgojo, se nima ne vem kako fejst drugačno, ker tudi mama meni kaj svetuje, da mi tako reče včasih, ne biti huda, ampak jaz bi ti rada to povedala, ne zamirtam. Zdaj že lažje spremljam to, kot včasih sem imela enega ali pa dva otroka, sem rekla, kaj mi bo že ti solila pamet, ampak zdaj pa že rečem ti kar povej. Vem, da jaz imam toliko časa za te stvari, misliti, ona pa kaj posluša pa sliši, to je pa dobro mogoče zate. No, ampak tako da v bistvu, ja, zdaj že ona nama kaj pove, meni pove, Drugače se pa zdi res tako bogatstvo, da imajo otroci tam drugačno vzgojo, da jih crkljajo na nek način. In tudi otroci, ko jih pripeljamo na počitnice, komaj čakajo, da ni vas dreva, da se vzpostavi tisti red. Sicer, ko pridejo domov, rabimo 2-3 dni, da spet mi tisti svojega vzpostavimo, ampak tako je, to je neko bogatstvo. Se včasih malo hud, ampak drugače. Se lahko še morda malce bolj konkretni, recimo, kaj vam svetuje mama? Čisto kakšen banalna svet, kaj preberete v kakšni reviji ali kaj takšnega? Ja, na radiju Gnišu, kaj prebere, ali pa se, ko so bili več dni pri njej, a misliš, se ti ne zdi, da preveč strešo, preveč premalo sadje, premalo zelenjave, da jo poskušajo, preveč čokolade, take stvari, ja, tako konkretno. Za hrano pa to, da se bojo, a pa jim daješ vitamine, take stvari. Se nikoli ne razvidite v teh vprašanjih? Tako, včasih sem presepno, tako sem nekaj, pa kaj, vse vem, ampak jaz nimam časa za vse te stvari. Ampak vem, da dobro hoče, tako da zdaj mi že včasih mogoče res čutila, da je ne sprejemam, tako da mi zdaj reče, vprost, ampak a ti lahko sam še nekaj povem, se ga ti kar povej. Rekla, papa, če boš sprejela, v redu, če ne, jaz ti moram povedati.
Tako da se mi zdi, da so tudi mi dve izpostavljeni tak, da zoriva tudi na enem odnosu. Pa imate čas sploh za razvijanje svojega odnosa? Se pravi, je prav, da tudi ženska srednjih generacij še razvija odnos s svojo mamo, ali se mora vedno vse vrteti okrog otrok in vnukov? Ne, se zdi, da je to zelo pomembno, je to prva stvar, ne? Zdaj, tako dosti, kot imaš ti z mamo ali pa z možem, ne? Potem se to vse odraža na odnosu do otrok. To je tisto prvo, ne? Tako da je treba, ja. Morda še izziv za vas, kako vi doživljate razvoj tega odnosa s hčerkama? So vedno vnučki v spredju? Ja, žal. Včasih bom rekla žal, ker malo pretiravamo, ponavadi so vnuki v spredju. Ampak nekaj, eno vajo oziroma dve vaji sta pri tem zelo pomembni, ki jih jaz vedno priporočam ljudem, pa sama tudi prakticiram, kadar smo jezni. Namreč, kadar kaj ne sprejemamo ali pa smo malo jezni, takrat pravim, dovolite si, da ste jezni. Jezite se. Vse razmislite, kaj bi izrekli, ampak ni glasu. In druga vaja, ki je pa na fizični ravni, ko bi najraje zaloputnili vrata, takrat se tako umirite, da jih boste čisto žiho zaprli. Počakajte, spregovorite pa šele potem. To sem se učila sama, še zmeraj prakticiram, to sem nekako hčerke naučila, zdaj že vnuka, ki sta pubertetnika, že uporabljata malo to vajo, ravno tako sem moža včasih, čeprav z možem, se veste, tam smo včasih prehitro ostri, ampak tudi včasih uspeva, tako da zdi se mi, da je to ena taka prvi in drugi korak, socializacija, kako to svojo jezo ali pa nejevoljo časovno premakniti, ker potem bo beseda popolnoma drugačna. Miha Sokolovnik, pogovarjamo se tudi o pristnosti odnosov. Zdaj ugotavljamo, stari starši so izjemno pomembni, srednja generacija je pomembna, mladi so pomembni, v nekem sobivanju želimo živeti, naše odnosi, naša komunikacija mora biti pristna, ampak včasih je res najbolje, da se ugriznemo v jezik. Včasih se mi zdi, da se stvari zelo zreducirajo na to preračunljivost. Saj bi tašči nekaj povedala, ampak ne bom, ker jutri imam pa spet konferenco v šoli, pa mi bo prav prišlo, da pride do mene. Kaj je s komunikacijo? Kako biti iskren, kako biti nežaljiv, kako povedati navzgor in navzdol tisto, kar ljudem gre, ampak seveda ne raniti ob tem? Torej, ne vem, če je kakšen recept. Eno izhodišče je spoštovanje, ne? Če je to, mislim, da se najdejo prave besede. Nekako pa je to, da v bistvu malega otroka spodbujamo, da zna izraziti svoje želje, potrebe, strahove. Pa mislim, da za odrasle tudi velja, ne? To se mi težko zdi, ko nekako čakamo, da drugi ugibajo naše želje pa potrebe. Je prezahtevna zadeva, ne? Enkrat mi je en moj višji predstojnik naročil, naj enega svojega sobrata vsak dan vprašam, kak je pa kaj rabi, ne? En mesec sem zdržal, pa me pa sem pa znoril. Ker ne moreš, nikoli ne ugodiš, nikoli ne uganeš njegovih potreb. Imamo odgovornost, da povemo, ker so pričakovanja prehuda, ne gre. To se mi zdi tako pomembno, da izgovorimo stvari. Pa če je spoštovanje, bomo tudi prave besede našli, ne. Kjerkoli so tabu teme, da se ne govori, vemo, da v tem strahu, ki je od zadaj, nekako življenje ne more cveteti. Pa je škoda, ker ne kroži. Tudi med generacijami, če recimo otrok tudi rabi te razmejitve, da se pove in da se ga spodbuja.
da pove želje pa potrebe. Mislim, da to je nekako. Jaz nisem babica, nisem dedek. Ampak vam gre kar v redu. Oče, pater me kličajo, ne vem, če me bojo dedek kdaj. Ko boste v tretji generaciji, zdaj ste res očitno še v srednji. A smem nekaj dopolniti? Tukaj je najbrž način komunikacije. Ne? Včasih smo, ko bi nekaj ali izrekli kritiko ali neko nestrinjanje, smo včasih tako zelo ostri. Ampak če včasih to se umaknemo temu, pa raje rečemo, ne, to je pa čisto narobe ali pa to, pa kaj pa delaš. Se veste, da na tako besedo bo človek drugače reagiral. Če pa rečemo, jaz bi pa takole naredila, pa šele kasneje pridemo do tistega bistva, potem bo interakcija popolnoma drugačna. Pogovarjamo se v Sloveniji, v Ljubljani in to zdaj vodi do posebnega problema. V Sloveniji zelo veliko mladih družin živi pri zidkih, nadzidkih, podzidkih, obzidkih, kot temu pravi slikovito pater Kristjan Gostečnik. In to seveda poraja nove izzive za medgeneracijsko sobivanje, ne bom rekla probleme, ampak izzive zagotovo. Vidite to slovensko posebnost lahko kot izziv, kot težavo pri medgeneracijskem sobivanju? Kako se to izraža pri vas, v vašem delu konkretno? Pa če kar vi morda začnete z ljudmi, s katerimi se srečujete v družinskem centru. Zdaj, če sem prav razumel, to je tema odito doma, ne? Recimo. Zdaj, jaz če bolj ta duhovni vidik poudarim, ker na koncu starševstvo je duhovna pot, ne? Cilj duhovne poti je postati oče, postati mama, dedek, babica. Pogoj je od doma oditi, odrast, od doma oditi, svoje zaživeti. Jezus je tu neizprosen, ne? Celo govori o tem, kdor ne sovraži očeta in mamo, ne? Bi rekli tak, kdor se pusti od zunaj določati, ali naj gre za očeta, mamo, ženo, otroke, kdor svojega pravega jaza ne živi, ne more živeti. Ne. Tu nekako je temeljno, ne. Ja, je problem oditi od doma. Ne. In če se to ne zgodi, recimo pri zakonskih skupinah, tako malo tuhtamo včasih, ja, pa se finančno ne splača, pa še starši rečejo, da pa to veliko stane, mame rečejo, pa očetje. Pa zidali smo 20 let, da boste tu. Kaj je več? Verjetno je zelo dobro, ampak mora samo za nekaj časa oditi, da se odnos postavi, pa potem nazaj priti, morda v kakšnem primeru. Ampak razumete tudi bolečino starih staršev, ki so res zidali hiše, vse svoje prihranke vložili v te hiše, odpovedali se morju, počitnicam, zato da bodo otroci živeli tam, potem pa otrok reče, ja, pač nam ni tole všeč, gremo po svoje. Samo je na začetku rečeno, otroci imajo pravico, da jih starši razumejo. Starši pa ne toliko, nimajo tolikšne pravice pričakovati. To je njihova bolečina. K staranju, k odraščanju spada spuščanje in to boli, ne. Ne bo šlo, če hočejo ujeti, ne. Melita, sta viva z Gregorjem kdaj živela v istih hiši, starši ne? Samo blizu sta? Ja, samo blizu. Verjetno danes drugače, kot bila, če bi skupaj živela. Verjetno je tukaj tudi potrebno več dogovarjanja, več sožitja. Mogoče se to zaradi tega bolj razumemo, ker smo toliko strani. Ne vem, ne predstavljam si, včasih že, če moja mami več ni pri nas, ki vse na glavo obrnemo. Ampak ne vem, kako bi bilo. Vedno malo težje, ampak po drugi strani pa tudi lahko, da bi več prejemali, več dajali, da bi se mogli naučiti tega. Prepoznam primere, ki zelo dobro
živijo v sožitju tudi več generacij skupaj. Še vaše izkušnje, gospa Angelica Žarovnik? Že Sveto pismo uči, zapustil boš očeta in mater. To vsi poznate in dejansko je to potrebno. Mladi morajo tudi na svoje. Seveda to ni zmeraj mogoče. Kadar pač ni mogoče, je treba iskati drugačno pot. Vendar pa vsaka mlada družina naj bi našla svojo identiteto, svojstvo. In da se to lahko realizira, je najbolj idealno, da lahko zaživi nekoliko stran. Vendar, če so zdravi odnosi, jaz namreč živim, moja hčerka prva živi od vsega začetka pri nas, ima svega svoje nadstropje, svoje gospodinstvo. Ne vtikam se v njo, pa je moja hči. Ne vtikam se tudi v mlajšo, ki se je priselila bliže, samo zato, da si lažje pomagamo. Vendar tudi tukaj pustim mladi družini. Jaz pravim, mi starejši moramo biti na razpolago. Mladi so pa tisti, ki odločajo. Mladi morajo na tisti naporen način najprej uskladiti odnos moški, ženska, mož, žena. Morajo spoznati, kaj je to materinstvo, očetovstvo, kaj je to vzgoja. Zdaj mi včasih reče, zakaj me niso ničesar učili o vzgoji v šoli, kako pogrešam to. In zato je potrebno res to svetopisemsko, je tako zelo modro. Če pa to ni mogoče, če živijo že pod isto streho, pa jaz zmeraj priporočam, jaz se namreč veliko srečujem z družinami, ki imajo krize, ki imajo težave. Vedno znova pravim, tvoj otrok, namreč mati oče se najbolj potegne za svojega otroka. Tast in tašča sta tiste zverine, se veste, kakšno slabo luč že pregovori, do nenehno se govori, kar je narobe, tam je pač tašča ali pa tast, zlasti tašča je tista oseba, ki lahko prizadane. In to je na neki ravni razumljivo in je prav, kar tašča in tast naj bosta bolj kriva. Moj otrok, to se pravi moja hči, jo moram jaz malo bolj ščititi. Vendar pa naj ostane to v eni taki diskretni daljavi, ko mi pokritiziramo, ne pa zmeraj izrečemo ali pa žalimo nekje naravnost. Da pa to pregovorno in tudi nekako v tem odnosu obstaja, so pa to stvari, ki pač so. Ker tudi tukaj sta dve različni strukturi osebnosti, ki se morata uskladiti. In dva različna stila življenja. In je zato zmeraj recimo boljše, da krivdo ali pa, ker mladi, ki je najbolj kritično recimo ta tašča, tam, kjer se mlada dva, torej mož in žena, težko usklajujeta, kjer je več nesporazumov, je potem, aha, ti si podobna, ali torej, tvoji mami, ne, seveda, zdaj pa s tem tašči in zakaj ne bi bila raje tašča kriva, vse to veliko bolj praktično. Me se zdi, da je v tem tako veliko modrosti, pustimo te grde tašče in taste. Melite še za vas en konkreten izziv, potem pa res vabim vas k vprašanjem. Čisto praktično, ne živimo skupaj, kako pogosto naj se obiskujemo? Kaj je prav, ne? Recimo nekateri pridejo na nedeljsko kosilo, vsakič pa rečejo potem starejši, samo enkrat na teden pridete, ne? Vi pravite, vaša starša čuvata otroke za počitnice, dobro, počitnice so 4-krat na leto, ne? Kako pogosto? Ja, no in ni nobenega tazga recepta. Srečamo se v rojstnih dnevih, tako da pridejo starših nam, ali pa tudi njim. Te so pa različne priložnosti, že tako sem rekla, da moje starše včasih bi rada kar tako prišla k nam. Je bilo pa tudi obdobje, ko veliko dolg čas otroci niso bili tam, to se mi zdaj imamo bolje, ampak ne vem, smo imeli obveznosti, da se nismo tudi časa za njih vzeli, tako da je prišlo tudi do tega, da tudi med počitnicami, med poletnim počitnicam
ali so bili zelo malo časa tam, ne, in to se mi zdi, da imamo, mojo mamo, zelo bolela, ne, zakaj ne zaupava otrok in tako. No, letos so to zelo fajn izkoristili. Sva jih razdelila na več delov, ne, tako da so bili skoraj cele počitnice pri njih, tako da mislim, da smo bonus kar izpomnili. No, priznam pa, da premalokrat pobiščemo Gregorovo mamo, no, ker pa 100 metrov stran, ne. Vse Gregor gre večkrat, ne, ampak da bi pa z otroci šli, ampak včasih kar slabo vest, da ne grem, v bistvu sem skoraj preblizu, ne, da si ne vzamem časa zanjo, ne. In sem imela obdobje, ko mi je bilo težko poklicati, ker sem samo takrat poklicala, kadar jo rabim, ne. In potem sem čutila pri sebi malo slabo vest, da to ni prav, ne. Mogoče ja, da sem jo izkoriščala, no, tudi do tega je mogoče prišlo. Tako da ja, se je treba obiska zanimiv recepta, no. Odvisno res od odnosa, kako si razumete, kakšne so razdalje, tako in tako, ne vem, tudi po dogovoru. Treba vzeti čas. In zdaj za vaše vprašanje, prosim samo, da mi pomahate, da bom vedela, kdo sprašuje, pa če poveste svoje ime. Lahko postavite vprašanje vsem trem gostom, lahko samo enemu, kar pogumno. Ja, izvolite. Moje ime je Mojca in me zanima, recimo jaz imam starše, ki so počasi že v letih in mene zelo skrbi, ko bo prišlo do tega, da bosta v bistvu onemogla toliko, da ne bosta mogla sama zase skrbeti. Kako naj jaz skrbim zanjo? Kako si jaz lahko vzamem čas, da bom lahko skrbela zanjo? Predlagam, da kar vsi trije skušajo odgovoriti na to, ne? Bom jaz kar svojo lastno izkušnjo povedala. Jaz sem vzela mamo iz svojega doma, jaz sem namreč doma iz Štajerske, pa na starost, ko je bila že na vozičko, že zelo obnemogla in je bila potrebna, zorajne bi jo dali v dom. Jaz sem pa rekla, dajmo se organizirati in sem jo vzela k sebi. Ne mislite, da vse nas je bilo strah. Mene, še bolj pa pač moje hčere in moža, kako bomo zdaj to organizirali starega človeka, ki resnično rabi nego. Ampak to je bila tako bogata izkušnja, da jaz bom rekla, hvala Bogu, da smo vsi to doživeli. Koliko ste od tega prejeli vnukini, koliko smo prejeli tudi mi, in bom vsakmu rekla, nič se ne bojte. Nekaj pa je, organizirajte se. V tem primeru pridijo lahko sorodniki zmeraj še na pomoč. Mi smo se tako organizirali, da smo recimo novo leto, so prišli pa praznovati drugi k nam, pa sva midva odšla, skratka, da smo tako izmenjavali in bilo je to tako bogato življenje. Ne bojte se betežnega, bolnega, starega človeka. Ni to samo nega, sam res pa je zahtevna organizacija. Jaz bi morda nadaljeval tu, ne bojte se betežnega, mičkaj se je treba zavarovati pred zagrenjenim ostarelim, ne? Ker ti lahko skozi krivdo daje, ne poskrbiš, jaz pa sem zate toliko, pa to pa je težko, če pa si dovolimo, da se krivda v nas naseli, pa ne bomo živeli, ne? Tako da je en zakon tudi to, kar je bilo rečeno, organizirajte se, bi rekel tudi poskrbi zase najprej, pol lahko za drugega. Bi še en vidik povedal tudi samostanski, je tudi tako dragoceno, če lahko bratje v skupnosti se pripravljajo, ne se za tudi otroci, mislim, ostareli pričakujejo, da jih bodo otroci dejansko negovali, ko ne morajo več, ne. Je zelo dragoceno, ne. Samo starši vedno svojega duha otrokom zapuščajo, ne. Niso pa čist odrešeni, da ne bi vsega nase vzeli potem, ne. Že zaradi tega, ker so to očetje in mame, ker bo pošlo dol na otroke naprej. Neke stvari je pa treba, mama, oče,
da se z Bogom pomeni, je tudi spovednica, pa pogledati je treba. Vedno za stisko gremo k višji avtoriteti, ne na nižje dolne. Tako da morajo rast. Se mi zdi tukaj nevarno nasest temu, zdaj sem pa jaz nemočen, ni šans. Slon pred leti je bil Jean Vanier, tu v Sloveniji imel ene duhovne vaje, je rekel, komar raste toliko, kot raste, pa ne raste več slon, pa toliko kot človek pa vse življenje, ker mi rastemo v veri, v zaupanju, v ljubezni in to ni šans, da bo kdo razlagal, da on pa ne more več rast. To ni nemoči. Tega po mojem ne smemo kupiti, ne, od staršev, ne, da bi več nemoči prodajali nadol, kot ti jo imajo. Ne. Telesno so nemočni, tudi seveda je čustveno to zahtevna zadeva izpuščati. Ampak mora bogateti, mora rasti. Ja, ravno to poletje je moj oče tako malo v šali, verjetno pa tudi zares rekel, no, midva čuva vajne otroke, pa boste pa vi za nas skrbje za naju. Je to resnica. Ja. Tako da jaz mislim, da če bo do tega prišlo, ne, da je tudi naša dolžnost, da poskrbimo za nje. Res včasih težko v službe, vsta čas hitenja, se težko ustaviti, ampak to je res, to je tisto bistvo. Ni se pa razvila potem kakšna razprava o tem, morda? Ne, nič ne. Je bilo v šali. Ja, ne, sam mislim, da je bilo tudi resnica, tako, ne. Pa ka mislim, da, no, če bo potrebno, ne, da se bo resnič. Hvala, super. Naslednje vprašanje, prosim. Dobro, vam dam še kakšno minuto. Imam še nekaj vprašanj. Tudi ta vprašanja so že pripravile domačice, se pravi skupina mamic, ki pripravlja to okroglo mizo. Tole se mi zdi zanimivo. So danes res težji časi kot časi naših staršev. Se pravi, smo mi, aktivna generacija, res več v službah, bolj obremenjeni, imamo res več dela, potrebujemo za to varuške, tete, strice, sosede, babice. Ker nekako se nam včasih zdi, da so bile naše mame super mame. So hodile v službo, doma poskrbele za vse, kuhale, prale, likale, še zlikalniki, ki niso bili tako dobri kot i danes. Ja, razdelitev časa je drugačna. Jaz pravim, da je današnja družina, mlada družina, oče in mama, ki sta zaposlena, sta zaradi tega urnika, kakršnega imata, veliko bolj izpostavljena, kot smo bili mi. Pa smo ravno tako morali delati od 5 zjutraj, pa jaz se spomnim, da sem včasih poslušala, ko sem perilo obešala ob 10 zvečer, ko so odhajali ljudje iz šihta, so takrat rekli, ker so delali do 10. Ampak je bil tak čas, da popoldnevi so bili veliko bolj posvečeni družinam in so družine lahko zaživele skupaj vsaj nekaj časa. Zdaj pa, ko se ta delovnik daljša, tudi tja do 7 zvečer pri enih starših, je pa seveda najde tiste skupne minute zelo težko. Tako da mislim, da je ta urnik dela veliko slabega prinesel. Druga stvar, ki je, mi smo živeli v nekem optimizmu, kako dobri časi bojo, kaj vse bomo naredili, kaj vse bomo zgradili, pa smo s tisto skromnostjo, pa s popolno iluzijo smo gradili gradove v oblake. Ampak nam jih je tudi družba pomagala graditi. Danes vam pa vse gradove, ki gradite, podirajo sproti. Ta družbena klima ne deluje spodbujajoče. In to je obremenjujoče. In tukaj se mi zdi, da je temeljna teža na naših mladih družinah.
Ja, jaz lahko samo bolj teološko odgovarjam na to. Se mi zdi, tak bi rekel, a je boljše ali slabše. Obstaja stara zaveza, stari časi in obstaja nova zaveza. Problem se mi zdi, da smo nekje vmes, ko se pa ne znajdemo, kje smo. Stara zaveza je zelo pomembna, ker so pravila poudarjena in včasih so res pravila zelo držala, ne. Ampak predvsem družinska pravila so lahko toliko strupena, da je groza, ne. Apostol Pavel je v pismu Galačanom tak zapisal, da smo rojeni pod postavo, ne. Hvala Bogu. Nekje v eni družini z enimi pravili smo rojeni, brez te strukture ni možno, ne. Ampak, da pa je Jezus prišel, je bil tudi rojen pod postavo, da bi nas odkupil izpod te postave, da bi nas posinoval in da nam je zato poslal svojega duha v naša srca, ki vpije noter v nas, Aba Oče, ne. Če bi mi do tega prišli, to je nova zaveza, da bi iz tega Božjega otroštva lahko živeli, iz tega dostojanstva, pol te postave ne nucamo več to, ker pri postavi te dejansko od zunaj določajo stvari, pravila, odgovarjaš, je dragoceno, ampak ni dobro v stari zavezi ostati, ne. Imam pa občutek, da tistega Aba Oče, tega dostojanstva ni, staro zavezo pa tudi nekako zavračamo, ne. Skoraj bi včasih rekel malo kaotično, ne. In med to rigidnostjo in kaotičnostjo pravi, da je edina rešitev, je usedi se pa malo moli, ne. Umiri stvari, da do sebe prideš, ne. Zdaj, a ja to ni čisto govor, kakšen čas je. Čas milosti in je moj osebni čas, ne. Ki ga jaz nekako, ja. Jaz sem hvaležna, da sem lahko ostala doma, ker se res si ne predstavljam, kako bi delovala kot družina, da bi še v službo hodila. Mi smo taka tradicionalna družina, tako kot so bili včasih, oče glava, no pravijo, da žena tista, ki vrat obrača, ki je vrat pa glava obrača, ne. Ne, ampak sem res, tako sem hvaležna, da pridejo otroci domov, da sem lahko doma, čeprav včasih bi otroci ostali radi v podaljšanem bivanju, se počeli kar, da bi ostali v podaljšanem bivanju, kot toliko otrok ostane. Ampak pojem pa povem, lejte, zjutraj jih mame pripeljejo že ob 6, 7 in so do 5 v šoli, ne. Bodite hvaležni, mislim, se ne razumejo še dobro tega, ampak vseeno, ne, vidim, kako so otroci bolni, ne, pozdravi tega delovnika, ki se zdaj izpostavlja, ne. In mogoče res težje nam, kot pa včasih, tako kot ste rekli, ne. Če človek najde v sebi mir, tisto pravi mir, pravo povezano z Bogom, smisel vsega skupaj, bo tudi nek ta mir dal v družino, kljub delovniku, kljub ne vem. Vsemu vrvežu okrog nas, res se moramo umiriti, pa moliti, no, to je tisti rešitev. Tole je še eno vprašanje, izvolite. Ja, dobro večer, jaz sem pa Žiga Kušar. V vaši diskusiji je bilo večkrat omenjeno zato mogoče skupno sodelovanje, predvsem varstvo vnukov, oziroma od srednje generacije prošnja za pomoč pri varstvu. Mene pa zanima, kaj pa konkretno ostala druga gospodinjska opravila, recimo kuhanje, likanje, vrtnarjenje, taksi služba. Ste tudi kaj to prakticirali, mogoče če skupaj živite, ni smiselno, da vsak po svoje nabavlja hrano, recimo, mogoče je smiselno tudi za obroke skupno kuhanje,
koliko je to prakticirate. Namreč zanimivo se mi zdi, tudi širše, če malo gledamo, smo imeli ene znance iz Venezuele na obisku, in sva bila presenečena ženo, ko so pravili, družina ima recimo majhne otroke, ampak mama ima, ne vem, še varuško doma, pa ne iz družine, pol imajo, ne vem, vrtnarja doma in tako se mi zdi, da je mogoče tole, kot je včasih bilo tudi, ne vem, so neporočene tete bile zraven, ali pa, ne vem, ti hlapci, dekle še malo bolj nazaj, se mi zdi, da je to mogoče en tak tudi zdrav način v družbi, kako lahko daš ti nekomu, ki nima dela, en pošten način, da si mogoče tudi zasluži za svoje preživetje, da je, ne vem, vrtnar pri tebi, varuška, skratka, cela družba mogoče tam drugače funkcionira. Se pa spomnim, da ko sva imela midva majhne otroke, da sva namenoma najela študentko, recimo, da nama je pospravila stanovanje, da nama je likala, midva sva tiščas lahko z otroki preživela in se nama je zdelo, da je ta študentka bila v bistvu zelo vesela, je najdla en občasen način, da je lahko nekaj zaslužila, midva sva ji dala to možnost za zaslužek, midva sva imela možnost biti za to več z otroki, mogoče tudi bolj sproščena z otroki, ker nama ni nad glavo viselo še likanje, čiščenje, pospravljanje, sploh pri majhnih otrocih in zdaj, ko so večji, je pač to drugače, že tudi skušava otroke v to vključiti, je pa žal, spet so otroci zelo tržno naravnani, sploh v šoli, ker imajo vsaj v Ljubljani večinoma edinice, mogoče oče, mama, otrok pa še kuža, in tukaj vse zelo tržno gre, pa ne vem, ki bom pospravil, koliko ljudi pa plačal, to iz šole pač prinesejo, zdaj ne vem, sem dal mogoče več istočnic, pa me zanima, kako konkretno te zadeve pri vas rešujete ali pa kako gledate na te stvari. Hvala. Ja, mi si kar delimo si prevoze, tam posebno potem starega ata vključimo. Delimo si med obema družinama, to se pravi družina od zeta, naša družina, tudi recimo kuhanje, čeprav se obe družinici zelo radi pocrkljajo, zelo rade skuhajo same in kadarle lahko tudi oni to naredijo. Ker pa vemo, da so velikrat obremenjeni, zdaj so se že navadili, da me kar vprašajo, mama, a boš kaj kuhala? Ja, pravim, to in to bo, a ste zadovoljni, bom skuhala več za vse. In potem si pač podelimo, potem pa seveda si priboljške še lahko v svojem gospodinstvu, ko se zberejo, kakorkoli naredijo. Tako da ta delitev se mi zdi, da je zelo nekaj dobrega, Nam ni v tako obremenitev otrokom pa vnukom, je pa prihramba časa, namreč ohraniti čas tudi za skupno življenje, skupno doživljanje, to so večkrat spodbudim, tako hčerke kot zeta, vzemite si čas za sebe. Pejta v hribe, pojdita v kino, pa prepustita vnuke nama, pa bomo ta čas tudi za sebe rabi ta čas. Tako da tukaj se mi zdi, seveda vsi, vem, da vsaki starši niso tako pripravljeni, ampak meni je ta stil kot nekaj, kar se splača gojiti. Mi ne živimo skupaj, tako da glede tega nimamo težav. So pa obdobja, ko je pa tudi mama skuhala, ko sem prišla z porodnišnice domov, pa tudi mama skuhala, pa so otroci tja še na kosilo. Tako da ja, se mi zdi tako res veliko bogatstvo, da se da dogovoriti tudi o teh stvarih. V vasi pa skupaj živimo še s tremi Gregovimi, z dvema sestrama pa bratom, tako da si tudi glede taksija, glede voženj v glasbeno šolo se porazdelimo, tako da tudi glede tega je zelo fino, da smo razširjene družine v istem kraju in si zelo pomagamo. Tako da imaš občutek, da se lahko na nekoga ne sloniš. Saj ni vedno vse idealno, ampak ko pa pride stiska,
pa stopimo skupaj in imaš nekoga, na katerega se lahko zaneseš. Morda, če še dovolite, da malo še s temi vašimi istočnicami ustrajam. Zanimivo se mi zdi, ta dilema, poiskati pomoč od zunaj, se pravi najeti neko študentko, ste dali primer nekoga, nek čistilni servis ali pa neko varstvo, profesionalno, ali prositi. Nekako, dobro, to nam gre lahko z jezika prositi za varstvo. Kaj pa, če prosim za likanje taščo ali pa svojo mamo, ali pa za kakšno bolj neprijetna opravila, kot je čuvanje vnukov. Se to spodobi, je to spet izkoriščanje. Tu je morda večja dilema, ne, kot samo pri varstvu. Tako tudi so bilo obdobja, ko je mama prišla pa polikala pri zadnjem otroku, pa je pa že Gregor likal, tako da je Gregor mama, ki je malo žalila, da ni pustil. Tako da, ja, v bistvu ni bilo nobenih takih večjih potreb, da bi v tej smeri izkoriščali, da bi prosila. Če pa pridejo take stvari, da ti res ne moreš, pa prosiš. Ja. Je bilo pa res zanimivo, da so pa tako slišali od drugih, da je bilo malo užaljena, da niso pustili, da bi ona naredila te stvari. Ampak nismo s tem namenom to naredila, ampak se je hotela ulajšati, ker ravno tisto leto, mesec nazaj tudi ata umrl, in sva rekla, ne bova jo obremenjevala, ampak pač nisva razumela, narobe naredila. Bi večjo uslugo naredila, če bi pustila, da bi pomagala. Tako se učimo. Ja, pri nas ne živimo tako kot v Venezueli, da bi si lahko kar tako mlade družine dobile varuško, dobile servis. To so vse drage storitve. Ampak nekatere storitve se pa vseeno splača, tudi kdaj koga najeti, da kdo naredi kaj namesto nas. Jaz sem bila en čas zelo obremenjena, jaz sem delala v znanosti, veliko sem predavala, veliko sem imela in ko sem imela še moje hčere, so bile manjše, kdaj pospraviti. In potem se je v kraju je bila ena gospa, pravi, jaz bi pa rada nekaj zaslužila, pa bi 2 ure na teden, vsaj nekaj bi pospravila. Kako je bilo tiste 2 ure, meni se je zdelo, da je meni naredila ne vem kako veliko. Torej, to je šlo za tisto doživljanje, nekdo je lahko nekaj namesto mene naredil, tako da je tudi takšna izkušnja, torej tistega denarja je bila res vredna ta gospa in mislim, da včasih tudi dobro zato da dobimo en občutek, da še nekdo vstopi, pač nekaj darujemo, ampak pridobimo v doživljenju, pa pridobimo nekdo nam je res lahko marsikaj odvzel, kar bi morali sami narediti. Morda zdaj, ko smo že pri denarju, se spodobi, da bi starši rekli, z veseljem čuvam otroke, ampak moraš razumeti, vseeno imam tudi nekaj stroškov, pokojnine so majhne, mi lahko daš vsaj za bencin, mi lahko nekaj plačaš. Se to spodobi, se ne spodobi? Ni to vprašanje, lahko, ok. Ker nekako se mi zdi logično, če bi prosila svojo sestro, ki je študentka, da pazi otroke, se mi zdi logično, da bi rekla, daj mi nekaj, da bom imela za potovanje. Če bi pa to rekla mama ali pa tašča, bi bila pa najbrž zelo užaljena. Kako je s tem denarjem? Težko nam gre z jezika to? Dobro, da ste menili tudi finančno plat tega sobivanja, sodelovanja. Če so res v stiski stari starši, recimo, da nimajo, da rabijo za bencin, potem bi rekla, dobro, pa jim dajmo. Sicer pa bi jaz bila proti takemu. Starši za svojega otroka ali za svojega vnuka morajo žrtvovati vse, kar le morajo. Nikomor drugmu ne moreš toliko dati, kot lahko svojemu otroku in svojim vnukom. In vedno to se tudi povrne. Morda ne tisti trenutek, morda pa kdaj drugače, pa ne tako direktno materialno. Namreč to je toliko teh človeških interakcij, ki jih lahko samo prejemamo v tem sorodstvenih linijah, kjer je, kot so rekli, krvi ni voda. Kjer je toliko enih stvari in zato sem jaz tukaj kar zelo stroga, tudi ko delam z družinami, vedno pravim, če ste v pomanjkanju, potem vam naj prispevajo, drugače pa darujte, ne kopičite.
Stari ljudje pa ne rabimo tako veliko. Ponavadi obleke in ne vem česa vse, dovolj za več generacij. Hrana tudi ni tako zahtevna, razen če je kakšna bolezen in so potrebna kakšna zdravila. Mlada družina pa spravlja skupaj. Ona mora še kopičiti, ona mora nekako ustvarjati in potrebuje nekoliko večji materialni zalogaj. Ja, kot? Se mi tudi zdi pomembno to, da tudi stari starši, če pa imajo potrebe, da povedo. Nevarno je, ko pride odzadej neizrečeno, ampak jaz se žrtvujem. Mi vemo, da je to zelo problematično. Več, ko žrtvuješ, včasih več tudi pričakuješ nazaj. To ni v redu. Jasno beseda, glej, z veseljem, to pa stvari tako stojijo. Jaz mislim, da je ko se malo ozavesti pa skomunicira, da se je kam poslo odrešeno že to. Ja, res je, ne, tako no, starši nikoli niso rekli, ne, zdaj pa dajte denar za to. Ampak sama so začutila, ne, če so bili res del časa tam ali pa tako, no, pri mojih starših, pa so tako, pa hrano dali za sabo, pa tako, ne, pa tudi za kakšen vlak. Podrobnosti sicer si mami, sta se branila, ampak vseeno. Ali pa ko začutiš res, da so v stiski, ne, tudi denarni stiski, pa ti lahko pomagaš, ne, zakaj ne. Ne, to je pa res treba ta komunikacija, pa da začutiš, ali pa da ti jo tudi oni povejo, ne, da so v stiski, pa da si pomagamo. Se res se vse povrne. Vprašanje? Ja, mene bi zanimalo, se mi zdi, da pač ne vem, midva z možem se drživa pravila, da če te kaj moti zelo, a ne, da naj recimo pove tisti, čigar starši so načeloma, ne. Ampak se mi zdi tako kot mladi mami, se mi pa pogosto zgodi, da me nekaj res zmota, ne, predvsem v odnosu do tašče se razume, ne. Ker je drugačen vzgojni stil in me v tistem trenutku tako pogreja, ne, da bi kar jo nadrla, no. In tako se sprašujem zdaj, do kakšne mere biti tiho, do kakšne mere pa povedati, ne, če v meni ustane ena jeza. Tako, vse lahko so čisto banalne stvari, ne. Ne vem, da otrok pobere stal pa da v usta, ne, pa bi tašča rada vse oprala, a ne, jaz pa vsakič znova sem huda, rečem, pa se imaš krasen vrt, ne, pa če je da v usta, nič huda, recimo. To bi bilo eno vprašanje, ne vem, a sem jaz komplicirana ali je prav tudi za take stvari vsakič reči, ne, tako. Se pa zavedam, da je boljš vsak, ne, z drugim otrokom je že malo boljšno. To je eno vprašanje, drugo vprašanje bi bilo pa, če so kateri od staršev bolj oddaljeni, koliko pogosto je prav, da se slišijo, recimo po telefonu, ne. Če je kakšen tak nasvet. Recimo, če nekdo od zakoncev reče, se mi zdi pa, da ne vem, z mamo ali pa z očetom se pa tokrat slišiš, da to je pa že preveč. Kaj bi vi rekli na to? Hvala. Na to drugo vprašanje, no, ne vem, nobenega ta recepta nimam, ampak Gregor gre skoraj vsak dan gre k mami, ne? Še posebej, če kaj med nama nuri. Ne, se ne, ni tako, da bi tožil pojel tam, ne. To sem pa tako hvaležna, da take stvari, ki so med nama, kakšni konflikti, ne pridejo okrog, ne. Ampak gre pač tja, ne. Da res mi razčista te stvari, no. Jaz pa tudi pokličem, mislim, nikoli ne očitam, ne, da gre prevečkrat. Ne vem, recepta pa nimam, jaz pa tudi pokličem, včasih imam obdobje, ko vsak dan pokličem, včasih me mami pokliče nazaj, da smo že dolgo časa nismo slišali, ne vem. To res odvisno, kako se vi razumete, kako čutiš, da rabaš to pomoč, pa tudi mami nazaj pokliče,
vprašajo, kaj je narobe, sem nekaj, če je bilo narobe, bi že poklicala, če ne pokličem, se bomo v redu. Ampak ja, včasih res, da preveč pozabimo, imamo svoje skrbi, pa rečem, da moram poklicati, začeli že prepozno, tako da pa mine 4 dni, ampak nekako se zdi, da se razumemo. Kaj pa prvi del vprašanja, se pravi, naj mož komunicira s svojimi starši, žena s svojimi starši, ali da žena potem postane PR-ovec družine in govori s taščo in z mamo, vse poprek? Pri nas je tako, da začnejo kaj moc najprej ni razmina med sabo, pa če res kaj hudega, pa oba nekak ne stopa. Ne vem, ni tega pravila jaz z mojo, ampak tudi moja tašča, nikoli ne rečem tašča, ampak kar mama, tako da hvala Bogu imam zelo dobro mamo. Mamo pa taščo. Mislim, da je to zato, ker je še preden so bila skupaj molila za ženo svojega otroka, pa še zdaj mol, in to je tisto bistvo. In jaz tudi za svoje otroke molim, za njihove žene, može, če je to njihova pot, ampak se zdi, da to nekako veliko pripomore k temu. Če pa pride do kakšnih težav, pa je štuta, nekaj narobe, treba je moliti, da dobiš tisto prave besede, da pride do prave rešitve. Ko sami smo včasih res nemočni, tudi takih drobnih stvari. Samo še, da odgovorimo na tega vprašanja. Morda bi jaz samo to rekel, načelno je res, da naj otrok za starši. Drugače, če nastane konflikt, logično, da bo moral otrok bolj starše braniti in se to prenese bolj v partnerski in skoraj nima smisla sebi teh težav delati. Pa tu bi še upozoril, morda tako imam pred očmi prav en par. Pa na koncu ne veš, kaj je projekcija eno drugega. Eden drugemu očitata, nisi odšel od doma, nisi odšla od doma. Ona sicer pri njemu živi, ti si z mamo poročen, on pa njej. Karkoli se dogovoriva, najprej potelefoniraš, ja ne se še nič ne drži. Tak. Torej, lažje je, če vi poveste nekako najprej, če gre za kaj delikatnega, pa bolj ostrega, da je komunikacija otrok starš, ne starstvo pa staršo. To je čisto bolj praktično. Te izkušnje me nekako tudi dela s številnimi družinami, kadar se je vzpostavila taka komunikacija, da so delikatne stvari prevzeli lastni otroci v odnosu do svojih staršev, ne pa da v tej drugi povezavi. Pri teh vsakdanjih rečeh, tudi ko je kritika, je pa pametno kar izreči, kaj s tem. Če je babica preveč ali pa tašča preveč občutljiva, pa se boji bakterij, pa otroku pade, kar povejte, vsake toliko časa tako stvar izrazite, pa se zraven še nasmehnite, pa potem ponavadi osvojijo tudi to vaš pogled, vašo zahtevo, ki se mi zdi, da je velikokrat taka čisto smotrna. Vprašanje izvolite, prej sem vas kar prekila, ampak smo ravno tako bili v procesu odgovarjanja, zdaj pa kar povejte, izvolite. Mogoče se to ne naša na te medgeneracijske stvari, ne. Recimo, jaz sem poročena, ampak otrok nimam, ne. Ampak sem pa radovedna, naprimer, ne. Kako ženska doživlja to, če je prej pač v nekem poklicu in potem se odloči, da ostane doma z otroci, se uresničuje skozi to svoje materinstvo, si mogoče to izpolnjuje, ampak to mislim, da je tudi ena prehodna faza v življenju, ne. Zdaj, recimo, kaj bo pa počela potem, ne vem, mogoče je vsem to aktivna oseba, kakorkoli, v kakšni civilno-družbeni organizaciji ali kakorkoli, ampak ne vem, kako pol, dobro, mogoče je ogromen, predstavljam si, da je ogromen dela tudi, ne, z otroci. Pol, recimo, me tudi zanima, naprimer, ko smo šli na duhovne vaje v Miren, ne, na Primorsk pa so bile res družine, pa tudi z avstrijske ekološke z veliko otroc, pa so bile ženske doma.
kako se te družine vzdržujejo, kje dobijo denarja, da bi recimo dali še starim staršem za, naprimer za bencin, od kje, kaj, a to imajo kakšno družinsko podjetje, mislim, jaz se take stvari sama sprašujem, zdaj mogoče se ne navezuje toliko na, no, malo vse, samo težko si, mislim, rada bi neko izkustvo ene ženske, ki se je odločila in je ostala z otroci, kako, a je srečna, ne, a je izpolnjena. Melita Čušin, mislim, da bo zelo dober naslov za to. Povejte. Ja, jaz sem srečna. Vedno sem imela vse želje ostati doma, tako da ta želja je bila vedno v meni in ko sva četrtega pričakala in ko sem nekako videla tudi Gregor rekel, no, boš pa doma ostala, sem super. Če lahko, no, poveste, kaj ste prej delali? Jaz sem učiteljica razrednega pouka sem. In sem imela podaljšano bivanje, tudi zato, ker se mi je zdelo, da ko sem prišla domov, imela sem možnost varstva dopoldne, ne? Ko sem prišla domov, ni bilo treba priprav pisati, da sem bila več z otroca, ne? Tudi tak človek sem, no, ne vem, da kakšen učen načrt me omejuje, tako da imam najbolj proste roke. No in ko sem, ta želja se mi potem uresničila in ne vem, to je bilo v meni, ne, ni vsaki ženi, vsaki mami, ne. Jaz občudujem tiste mami, ko hodijo v službo in delajo še vse to, kar jaz. Tako da včasih srečem, včasih tudi ne vem, nimam pospravljen pa vse, ampak ne vem, to se mi zdi, da je moja poklicanost, no, in da sem temu sledila. Res so otroci še tako, da me rabijo, kaj bo pa potem, ko bodo zrasli, kako bo še nazaj v službo. Ne vem, leto sem že malo iskala, ker 5 otrok je zdaj v šoli, eden je samo doma, Gregor je tudi na polovičnem delovnem času, ne, Lova tudi doma, sem malo iskala službo, da bi še nazaj, ampak nikjer ni bilo nič posebnega, tako da ne vem, kako bo potem, ne, nekako se bo pokazalo. Zdaj trenutno je tako, res smo malo v finančni krizi, kje dobimo denar, Gregor, hvala Bogu, ima tako poklic, da lahko tudi ima svoje predstave, vse zaslužila honorarno. Ne vem, vse tako se mi zdi požegnano, blagoslovljeno v naši družini. In tak blagoslov, kar se mi zdi, da je res izmoljeno. Res je velika stiska, da za naših mladih pogledam, in mi prav hudo zanje in srečen ščistva se midva z Gregor zaslužila vse to, da sem lahko doma, da imamo dovolj financ, da imamo zdrave otroke, še zdravih otrok. To res je tak blagoslov, mogoče že s tem, kako sva živela pred zakonom, koliko so starši za naju molili, to je vse, ne vem, res je že. Biti mama, izpravim, da to je bilo zame največje poslanstvo in vsemu bi se odrekla. Poklicu, materialnim dobrinam, vsemu se bo materinstvo ne. To je tisto najbolj veličastno, tako da mislim, da kjer pa je lahko mama se res posveti otrokom, je pa še tem več. Seveda pa ne pomeni, da recimo, če nekdo ni biološka mama ali pa biološki oče, veste, kolikokrat kakšen duhovnik reče, kakšni starši, jaz se ta duhovnik je pa kot oče, toliko mi je dal. In spomnim se moje mlajše hčerke, da je bila nekaj v stiski, pa ni bila pripravljena se ne z mano, z nikomer pomeniti, ko je šla v svoje paro, ker se je dobro razumela z gospodom župnikom in je tam povedala in je prišla vsa žareča domov. On je dal tisti očetovski nasvet, tako da v tej širši funkciji bodimo mame in očetje bolj široko. Včasih lahko damo drugemu človeku prav tisto, kar zmore mama, kar zmore oče. Vi veste, da so to čist posebne zmogljivosti, posebne milosti, poseben blagoslov. In če lahko to podarjamo, dajmo. To pa ne pomeni, da nismo aktivni v službi, da nimamo radi svojega poklica, da tukaj izgorevamo, vendar ne podpirajte družbe in ne ceni materinstva in očetovstva, ki zahteva od ženske, da je bolj proizvajalka, kot pa mama, ravno tako od očeta, da le ni oče, naj bo
naj služi samo družbi. Vzeli bomo še eno vprašanje, potem pa bomo razpravo nadaljevali v bolj neformalnem krogu. Naši trije gostje ostanejo še nekaj časa tu, obeta se prigrizek, tako da brez skrbi, če zdaj ne pridete na vrsto, bo še čas za vprašanje. Izvolim. Moje ime je Aleš Čerin, imam vprašanje za gospod Angelco Žarovnik, ki ima, mislim, edina izkušnja tega, da živi mlada družina pri vas v hiši, če sem prav razumel, v drugem stanovanju. Torej, se je hčerka poročila, razumem, in je s tem nastala nekakšna nova skupnost, nova entiteta. In tudi nekakšna potreba, da se dogovorijo nekatere stvari na novo, pravzaprav, da se definirajo malo na novo. Kako ste to pri vas izvedeli? Tudi zame je bilo nekako boleče izgubiti hčerko. Ko se je prva hči poročila, sem gospoda prosila, ljubi Bog, naj še ostane malo pri meni, da jaz dozorim, da bom sposobna, da odide. Vendar se je potem pokazalo, da so bile potrebe, da je ostala, pač še vedno je pač pod našo streho. In smo morali začeti sklejevati. Nekaj smo se odpovedali mi, ta stari, kot rečemo, nekaj so se prilagodili ta mladi. In se mi zdi, da ker smo se dogovarjali, ker smo včasih tudi obmolčali, ko bi kaj povedali, celo ostro povedali, pa nismo, pa smo počakali, pa smo poiskali neko drugo priložnost. Pa ko smo včasih, kaj sem jaz na mesto zeto, sem neka hčerki, kakšno stvar, ki mi je motila, pa se mi je zdelo, da ne smem zamolčati. So pa bile tudi stvari, ki sem včasih zamolčala, pa bi bilo dobro, da bi izrekla. Ampak včasih vidiš, da ni pametno, da izrečeš, ne smemo vsega izreči. To me je nekako naučilo življenje. In ker smo tako živeli, smo nekako, se mi zdi, da tako polno živimo vse tri generacije. Tudi vnuka sta že pubertetnika, tudi ona znata biti že ostra. Pa jim kar pusti, naj izreče pa ostrijo. Pa potem malo počakam, pa najdem priložnost, ko ni več tistega adrenalina v človeku. Potem se pa lahko mirno pogovorimo tudi s tistim obdobjem, ki je najbolj afektivno. Tako, hvala lepa. Hvala vam. Kot rečeno, razprava se nadaljuje v neformalnem krogu. Zdaj bi se vam še zahvalili za to, da ste bili naši gostje, za odgovore tako ali tako, ampak zato, da ste prišli, da ste bili zelo iskreni. Za vas prosim z enim aplavzom, da se zahvalite. Z nami nikoli so torej bili Jolita Čušin, Angelca Žarovnik in Miha Sokolovnik. Hvala lepa. Ja, bi se vam rade zahvalile z skromnim darilom, glede na to, da smo domačice, dobite prav res domačice. In pa blazine, ki so tukaj za vašim hrbtom in jih zdaj že imate, so za vas, za vsakega posebej. Naše delo, gor je napisano, upam, da boste si tudi s temi blazinami, tako malo domače vzdušje pričarali, da bo uporabno darilo. In hvala še enkrat, lahko bi pravzaprav govorili in razpravljali in spraševali kar naprej, pa bomo še zdaj. Tako da se priporočam oziroma svetujem, če lahko, ko boste ne zapustiti še prostor, ampak da ste stole malo razmaknete, da bomo postavili mize na sredo in dali čaj po piškote.